Lepo pozdravljeni, danes bi vam rad povedal, kaj lahko iz samoobrambnega vidika naredite, če ste tekačice in tekači. Torej, več stvari lahko naredite. Prva stvar, ki jo lahko naredite, je seveda, da si kupite poprov sprej. Veste, tudi sam sem veliko tekel, za sabo imam en mestni maraton in tudi enega gorskega, onega ta dolgega. No, in po tistem gorskem maratonu je bilo kar divje. Sem staknil sončarico, pa muskel fiber takšen, da sem komaj hodil potem cel teden. No, ampak vrnimo se k našim zadevam nazaj. Torej, tudi ko sem še veliko tekel, sem se redno srečeval z psi, ki so tekli za mano, me napadali, in takrat bi bilo seveda na mestu, da si nabavim poprov sprej. Torej, če ste tekači in tekačice, nabavite si poprov sprej, riskirajte tistih 20 € in si s tem zagotovite absolutno večjo varnost, kajti psi ne razumejo vašega človeškega jezika, da pač pojdi v stran, pusti me pri miru, razumejo pa, če jih posprejaš, ko te napadejo. To pa zelo dobro razumejo. In seveda poprov sprej ne služi samo za obrambo pred psi, služi tudi za obrambo pred takšnimi bolj čudnimi osebki, ki vas lahko zasledujejo ali pa napadejo v kakšnem parku. Poprov sprej dajte v žep od trenirke in ga imejte vedno pri sebi, ko tečete. Dobro je, da je vedno na isti strani, torej vedno recimo na desni strani, če ste desničarji, ali pa na levi, če ste levičarji. Kje pa dobite sploh te poprove spreje? Dobite jih v raznih army shopih, v onih trgovinah, kamor zahajajo jagri in ribiči, tako da to ne bi smel biti noben problem. Drugi nasvet, ki ga vam lahko dam, je ta, da ne tečete z slušalkami v ušesih. To že ni dobro, zaradi tega, pač če tečete v urbanem okolju, ker ne slišite prometa, in isto velja v naravi. Torej, dobro je, da se zavedate in slišite okolja in na ta način ne pristanete na to, da postanete lahka tarča. Lahke tarče so vse tiste, ki se ne zavedajo okolja, torej če ste čisto zatopljeni v, ne vem, Vivaldijevo glasbo med tekom, potem pač niste pozorni na okolico. Torej, bodite pozorni na okolico. Za konec pa še dobronameren nasvet, in sicer ne tečite na čudnih krajih, ob čudnih časih, kjer se nahajajo čudni ljudje, ki počnejo čudne stvari. Torej, izogibajte se takšnim okoliščinam, kjer enostavno tudi sami provocirate nek incident. Če želite izvedeti še kaj več, kar se tiče samoobrambe, torej če se želite udeležiti praktičnega tečaja, enodnevne delavnice v Ljubljani, lahko to storite 23.4. Več informacij o delavnici, torej samoobrambe za ženske, si lahko preberete na moji spletni strani www.otelesu.com, in sicer pod rubriko delavnice. Torej, sam scrollate malce dol in boste videli en gumbek delavnice, kliknete gor. Na moji spletni strani si tudi lahko snamete brezplačno e-knjigo Samoobramba za ženske, in to je to za danes. Lepo se imejte. Čau.